Graščina Socka ima zelo zanimiv dostop, in sicer do gradu. Se pripeljete skozi drevored, ki je kar dolg in, bom rekel, zelo lepo vzdrževan. In ko pridete, vas pričakajo nova obnovljena lesena vrata, kjer vstopite v atrij samega gradu, ki pač je prostoren, in sicer ga obkroža vsi stavbe, ves kompleks. Trenutni lastnik je obnovil fasado, je obnovil streho oziroma kritino, tako da je sam objekt navzven videti zelo lep oziroma takšen, kot pač bi moral biti, ne. Zdaj, sama hiša oziroma sami prostori so zelo različni, na splošno pa obsegajo zelo veliko prostorov, ki so tako kletni kot v nadstropju. Možno je pa celo še dodatno izdelati podstrešje, ki je zelo prostorno. Zdaj, trenutno je sam objekt obnovljen do neke te mere, da dejansko omogoča normalno uporabo in bivanje v nekih 200 kvadratih, recimo trenutno se razprostira zelo lepo, stilsko in kvalitetno obnovljeno stanovanje, kjer najdete pač, bom rekel, vse prostore, ki so pač potrebni za bivanje, od kuhinje, dnevne sobe, spalnice, kopalnice in tako naprej. Tako da ta del je možen, bom rekel, takojšnje uporabe. Poleg tega so zraven tudi deli, kjer pač je možno druženje, kjer je možno kakšna zabava, kakšen rojstni dan. Bistvo vsega pa je, da je vse obnovljeno po nekem, bom rekel, starinskem oziroma po nekem stilu oziroma načinu, kot si takšna zgradba tudi zasluži. Nenazadnje mora biti obnovljena, ne. Tako so recimo za zanimivost v prostoru, ki ga vidite zdaj, na tleh položene nekaj 100 let stare ploščice, ki so bile prenešene iz neke, bom rekel, propadajoče cerkve in so bile obnovljene in so zdaj tukaj na tleh in krasijo tale prostor. Tako da zadeva je res zelo zanimiva, locirana na zelo v redu lokaciji, dostopni, cirka 15 minut vožnje iz avtoceste, še to, bom rekel, prej manj kot več, v Celju, tako da zelo, zelo v redu, hkrati pa seveda narava okoli. Tako da evo, Graščina grad čaka novega lastnika, tistega, ki bo ga koristil takšen, kot je, bo morda nekaj še noter vložil, kar nekaj, bom rekel, nekaj 100 kvadratov površin še vedno čaka, da se obnovijo. Marsikaj je tam tudi že pripravljeno, neke glavne stvari, kot so recimo, ne vem, injektiranje temeljev, kot je recimo, ne vem, neke statične obnove, kot so neke, bom rekel, obnove glavnih zidov, so pa v večini že vse narejene, tako da čaka v bistvu še neke vrste, bom rekel, zaključna dela, da tako rečem, in sam objekt bo dobil res lep izgled in odlične možnosti uporabe.